Manca Smrekar, paraplezalka, parašportnica leta 2021, poškodovana, trenutno samo para. Gospod, se vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Prišla si z berglami, za kva? Ja, poškodbo sem imela lansko leto. Kolena. Zakaj pa? Kolena. Kakšen Ker gib sem si izvedla? šturasta. Si izvedla dinamičen gib Ja, dejansko sem pri boulderingu, to je pač vrsta plezanja, na kjer boulder plezaš sceni. Ja. v boulder sceni, kjer plezaš brez štrika. Sem jaz uspešno padla na desno koleno in sem si ga tako zarotirala, da sem si vse vezi pretrgala. Tako da ja, se je moja plezalna kariera zaenkrat Začasno. ustavila. Zaenkrat ali je plan nazaj prijeti? Ja, mislim, zaenkrat je ustavljena, Ja, ja. ampak bom A si kaj pa- plezala drugač? Po poškodbi si. Sem tudi tekmovala. Na roke sem. vse. Vse na roke. Hvala lepa. Ko jaz plezam, vse na roke. Pa kaj so to noge, zakaj bi uporabljal noge pri plezanju? Tudi jaz ne če vem, jih kako jih rabim. Ja, daj mi povej, tam sem bral zdaj un članek, ta prvi, ko sem ga najdel. Sem še intervju Samo brat. Ja ne, si jih je več. Okay. Sem še brat, kao, veliko so te o tem sprašvali, kako si v otroštvu kao skrivala svojo. Kako sploh temu rečeš? Ja. Ne vem, nazadnje, ko sem z Ninotom snemal, ko je kolega moj, pa sem rekel, si ti poklic invalida, ne? Pač ni, No, ta invalid. Ja, Okay, veš, kjer bo Ja, vem, kjer. No, pač jaz sem mu prbal, sem rekel, vse to sem dal pol ven iz podcasta, ampak dober. Sem dal Nino, si ti pa poklic invalid, kako se ti predstaviš, pa on tako, pač, weird, ampak ja, kako pač, dober, kako temu rečeš, hiba, ne vem, A ja, ko je ne vem. politično korektno, kako pa se ti predstaviš, Jaz tetra, nimam ne, izraza. ne, Tetrapleg. ne, oh my god, Nimam izraza, zato ker pač nisem invalid. bolezen kratkih prstov, Bolezen kratkih. to Tačka. piše na internetu, jaz sam ponavljam, ker piše, Resno. ja, v tistem članku. Ne vem, kdo je to Zraven rekel. Jaz tega nisem rekel. Zraven, ja ne, uvodna beseda piše, da si A ja, sindrom kratkih prst. Ok, no sej, ja. bolezen, dober, ja, sorry. Cool, ja. Ja, Okej. definicija je strong hand. Ja, ja. Ok, začela si plezati, bolj me zanima to, ker si tam omenjala, da si se kot otrok oziroma kot mlajša, Ja. dobro, to zdaj ne pomeni, da si stara, ampak si skozi omenjala, da si pač skrivala to. A Ja. so te zajbavali v šoli? Ja. Kako pa so te zajbavali v šoli? To me v bistvu zanima. Valjda stand-up komedija. Stand-up komika. Tako, pač zrja, res kako me sem zanima, se- res me zanima, kako so te pač zajbavali. Kaj te je najbolj mogoče prizadelo, pa nova zdaj s temi depresivnimi temami. Mislim, a ti je kul o tem govoriti. All around me are familiar. Tudi tvoje, dobro. Ne, pač, saj se spomnim, Fuck. kako so me zajbavali. Imel sem slabo foro, lahko povem. Zameraš karkoli Ne, jokov na to. ne. Okay. Sem hotel reči, da drugače dobro poje, sam ne more majka držati, ampak dobro, pustimo to. Ne, sej vidim, sej tudi plezaš boljš kaj jaz, kakšne grife primeš, sem bil tako, what the fuck, how? Mislim, jaz ga ne primem tako neke sloprčke pa to. Ampak ja, ok, kako ste zabavali? Ja, zdaj tako, če pokažem. Ne moram pokazati, da se pač Ja. lahko vidi. Fakiče. Ta sredinč je Ja, pač zdaj moj fakič, a ne, ker pač izstopa ven in ne glede na to, a ti ga hočem pokazati ali Ali ne, ne. ti ga kažem. ok. Ampak drugače ga tako pogledaš, zgleda kot can opener, odpirač za konzerve. Tako da doskrat so mi rekli odpirač za konzerve. A res? Ok. Ta je bila tako dosti izvirna. Drugače pa nič posebenega, Pač pač zajbancija tako, obična. zajbancija uno, čisto, da sem mentalno v bistvu prizadeta zaradi tega. Kar nima smisla, ampak Ja, ne, nima, ne. ne. Mislim, Tako ampak zelo neizvirne. koliko ti je fore pa so. namoreval to? Mislim, glede na to, da si se, pač ne vem, jaz sem z Ninotom govoril, a ne, ker se mu je pač zgodila poškodba. Ti si Mhm. pač rojena s tem bila. Ja. Kako pa si načeloma se lahko nekako čez life navadaš na to? Se verjetno ni bilo neki ful, da ko si pa prišla v šolo, je bilo pa kar uno čist drugače. Oziroma, mogoče, ko si menjala šolo. Ne vem. Ne, v bistvu sem se jaz že od vrtca spomnim, sem se ful drugače počutila, tako skozi sem bila nek tam skrita. Ampak ni nujno, da je bilo samo zaradi prstov, da sem se Ja, tako ja. počutila. Mogoče je bil že takrat ADHD, pač jaz ga imam tudi. O, lepa. Pa uniting people. Ja. Ali pa ne vem, pač
nekaj je bilo, da sem se skozi pač zapirala vase, pa počutila drugačno, pa nekaj Ja, manj pač to ni vredno. nujno, da je to bilo. Ja. Tako da ja. A si introvertirana ali ekstrovertirana? Drugače sem zelo ekstrovertirana, ampak imam momente, ko sem tako, fuck, ne morem. Social battery se Ja. strošijo. Ja. Ok, a si s kom od teh ljudi, ki so te zabavali v kontaktu? Ne. Ok, ker ne boš verjela, kdo je pred vrati, ne, Ja. zabaval se. Ne. Šok. To so te res une cheap shit variante, unih oddaj, ki pol pripeljajo nekoga, ki prizna očetovstvo ali pa neke take fore. Ok, Tako cool. prosti mi. Ja, oprosti, kao prišli so se ti upravičiti iz 7. razreda, ne, zabavam se. Ok, daj mi povej, kdaj si sploh plezati začela? Zdaj si pač para športnica bila tudi. Ja. Kdaj si pa pol plezati začela? Si se prej s kakšnim drugim športom ukvarjala? Drugače sem se skozi nekimi športi, jazz, balet, tenis, karate. Karate? Hudo. Ker pas? Samo rumen. Dobro, res ne vem. Hiter niti sem ne. odnehala. Ok, fair. Odbojka je bila tista, ki je bila v bistvu najdlje pred vsemi temi, pred plezanjem, pa med vsemi temi športi je bila odbojka. Tako da sem bila v bistvu ful dobra, da sem bila prva med pač novimi člani, povabljena med kadetine, glede na to, Kjer da sem klub bila pa? Tabor. Tudi tle? Ja. Tudi tle čez cesto skoraj. Ja. Hudo. Ok, odbojka. In kako pa pol plezanje, ker pač iz odbojke je tim športa, ne, Ja, skupinski šport, slovenski izraz, seveda. Potlej pa si se odločila za plezanje, ki je pa zelo samotarski šport. Čeprav ni, no, pod steno je veliko vedno družbe pa tega. Bouldering ni, ja. Pač Kjero plezanje pa je športno samotarsko? plezanje je ful samotarsko. Športno, pač na štrik. A ja, zakaj? Pa saj moraš vedno imeti Ja, zato nekoga. ker, ja, ampak če ti projektiraš, recimo, ali pa si pač zadaš nek cilj, da boš zdaj naredil neko smer v skali, je dosti tako, pač ti si tam noter in projektiraš lahko ure in ure in te pač en varuje in si sami sabo in sami s tisto steno in je lahko ful samotarsko. Ok, fair, ja. Nismo še tam, a ne? Kako je dobro zabavati. Ne, jaz bom priznal, jaz pač, sem bil že v skali, občutil V sem Miški, to. a ne? Miše Peč. Ja, z enem sva bila tam, pol sem bil pa tudi z njegovim bratom, ki mu je ime Patrik, shout out to Patrik Novak, me je pa peljal v Kotečnik. V Kotečnik me je peljal in sem plezal v sirove luknje. In tam je en tak pregib, ne, pa niso sirove luknje, nekaj tam sem plezal zraven sirovih lukenj, kjer je pač tako neka razpoka v skali. A je to neka starejša smera, ne? Možno, Od ne kneza vem. še mogoče. Ne vem, teh žargonov in Ok, argumentov ne poznam. dobro. Ampak ja, no, v glavnem in sem tam bil in sem plezal in je bilo ful dobro, dokler nisem prišel v to razpoko in ker sem jaz kralju, sem se vlegel v razpoko in obvestil Patrika, da sem se pač zagozdil v razpoko. Not, ker me je bilo strah. Dobesedno me je bilo ful strah in jaz sem bil takrat prepričan, da je zdaj to čas, ko pride gorska reševalna služba, se ti pač ljudje smejijo, ker nisi poškodovan, ampak si pička. Ne, in dejansko sem se tam, mislim, se obstaja ta video, še video obstaja, se Patrik ga po moje z veseljem pokaže, ker sem se dejansko noter, jaz sem bil prepričan in sem bil tako, ja, star, jaz sem not zaplezan. Pač jaz ne bom prišel ven iz te stene, pa to ni bilo nič, no, pač to je smer po moje A, 5A, 5B. Mislim, 5B, če se prav spomnim, No, ne vem. ampak to je tako nič. No, kar sem hotel povedati, je, a si se ti kdaj zaplezala? Te je bilo kdaj v steni strah? Ja, valjda. Na začetku, pač, ko sem začela jaz plezati, sem itak skozi v skali plezala. In ja, mene je bilo non-stop strah, pač konstantno. A te strah višine pa plezaš slučajno? Ja, v bistvu, ja. V bistvu sem ful težko premagovala ta strah pred višino. Sam pol sem ga nekako postopoma premagala in pol čez nekaj časa spet nisem plezala, pa to spet jovo na novo. Saj sem tako plezala, pač ne vem, 3 mesece sem, pa spet tako 1 mesec nisem. In sem bila skozi na teh rangih. Kampansko plezanje. Kampansko plezanje, 5A, 5B in 5C mogoče. Kaj zdaj odlezeš? Ne vem, ker nisem v skali Ja, plezala, valjda, ja. odkar sem zdaj v parareprezentanci, sploh v skalo nisem šla. Zakaj pa ne? Enkrat sem šla A ja, na reprezentanci dvakrat, sploh ne trenirate.
uskali. Ja, ne vem. Vse tekmovanja sploh ne obstajajo, v bistvu vse na umetnih stenah. A ne? Ja, tekmovanj vse, ni- ne, to je samo tako, tekmuješ sam neka s sabo. neka tekmovanja v skali Ampak tudi ja, so, ja. ampak Ni pa na olimpijskih tega, pa ne ne, vem, kje še posod. plezanje komi, tako da. Dobar, ja, ampak meni se zdi, da so takrat, ko sva snemala prvič, ker namreč ni bilo zvoka, takrat pa, a je bilo lih prvič Janja Garnbret na olimpijskih. Možno. Ja, Ja, če je meni bilo se zdi. 2020 oziroma 2021, pa je bilo to. Ja, takrat so bili časi covida. Covida in Janinih prvih olimpijskih uspehov. Tako je. A si bila v Kopru zdaj? Pred Ja, kratkim si ja, bila, ja. kaj si počela tam, navijala? Ja, navijala sem najbolj na glas, tako se mene vedno sliši, pač vsi Ja. prijatelji mi tako, meni se zdi, da sem te slišal prek Na TV-ju. televizije. Jaz Aha. tako, kaj je možno. Ok, bila si tudi v Moskvi 2020, 21, ja. 2021, ok, to so Cool je. ADHD možgani pa številke. Ne sam izgovor v resnici. Ampak Sreče moje invalidnosti. huda fora, drugače. Tudi jaz sem invalid. Ok, dost. Kaj ni, ja. Bodimo politično korektni. No, ok, cool. Bila si v Moskvi, kaj je bilo to? 21, svetovno prvenstvo. Ok, tam si dosegla četrto mesto. Koliko ti je realno zamorilo četrto mesto? Pač tako. A res, ti je zamoril? Pač zadrla sem se pol tako. Ti zamoril, pač Ja, na ful. mesto, mislim, ok, na mesto redka, logično. Ne. Bila sem tretja v kvalifikacijah, kar pomeni, da pač imaš, dobro, ne pomeni, da boš tretji pol ali pa ne vem Ja, karkoli kar si v tudi ti finalu. dokazala. Ja, zelo dobro sem dokazala. Zelo hitro je bilo konc moje plezalne smeri tam, tako da Kaj pa je bilo? Ti je zdrsnil? kaj? ne, nič, pač zablokirala sem ta šov, lučke, ljudje, ful ljudi. No, to kar sem te navijajo. hotel vprašati. Koliko je drugače, če si na eni bolj drceni, pa se ti jaz derem mašto, ali pa nekdo se ti dere mašto, ali pa če si tam, bom rekel, kaj je dobesedno javno Luče. nastopanje. Ja, Koliko je drugače? Čist. Pač jaz konc, z mano je konc. A bi si upala trditi, da zaradi tega mogoče kdo, ki je boljši plezalec, Ja, mogoče bi odplezal nekaj več, pa pač zaradi javnega nastopanja ne bo. velike takih plezalcev, ki pač jih enostavno zablokirajo. Slišala sem že za, ne vem zdaj za koga, no, ampak ja, poznam jih, no, vsaj ene par, tudi med člani, ampak ne vem zdaj kdo, konc pač. A bi se dal tako, da bi imel recimo, a bi se ti zdel fair, da imaš prazno dvorano, pa greš samo odplezati, pa prenašajo Pa- to. V bistvu niti ni toliko to, da je prazna dvorana, samo to je pač Stres. tisti, ja, en poskus imaš, eno smer imaš sam, tistih 4 To govoriva na štrik. na štrik finale, ja. Mi plezamo para, reprezentanca pleza samo na štrik, Aha, bolj Um, ni. boulderjev ni, nimamo niti kombinacij, samo pač štrik, kao lead, samo da v Mhm. bistvu sploh ne delamo to, da upenjamo naprej, ampak imamo že top rope. Verjetno poznaš top rope. Kaj pač, pa je da to že- prop za amaterje? Za amaterje top rope je, da je štrik že napeljan in si pač ful bolj varen in v bistvu imaš skozi 4 oporne točke, medtem ko če upenjaš naprej, moraš vsaj toliko spustiti eno roko, da lahko upneš pač, in moraš biti še toliko močnejši. Pol si začela dosti po svetu hoditi, a ne? Ja, zaradi tega ful, ja. Bila si tudi v Ameriki, kjer pa se ti je zgodilo kaj? 4-krat. V bistvu v Moskvi sem spoznala zaročenca, Aha, zato Lepo sem si bila tudi razumela. živčna. Ja. Živčna. zivcna je. Si bila zivcna, ok. To je bilo krivo, da sem bila četrta, ne pa publika. Love is in the air. Ja, ok, tam ste se spoznala, cool. Zdaj sta pa že nekaj časa, Ja, zdaj pa Zaročena. v bistvu že 2 leti je bilo, lih pred kratkim sva imela obletnico, furaš zvezo nadaljavo. tako, kako je to? Moram reči, da je zelo težko, trenutno sva v nekem takem obdobju, ki nama je It's obema. complicated, Ja. obdobje na Facebooku. Ja, Nimajo Fair, ja. sploh statusa na Facebooku. ok, ampak ja. ja. Pač ni complicated, sam complicated je to, ker imam jaz koleno poškodovano in se moram temu posvetiti. Težko ne. se je odločiti pač za življenje v Ameriki, ker je pač toliko tuje, zdaj sem bila že 4-krat tam in malo vidiš, kako je ta utrip Amerike in Kakšen je utrip Amerike? Amerike.
Ne vem, tuj. Ti ni? Ta prva beseda, ki je zelo tuja. Je. So stvari, ki so mi ful všeč, tam ljudje so res prijazni, enkratni, ampak to je pa tudi v bistvu vseeno. Čeprav Salt Lake kot mesto, kjer Benjamin zdaj živi, mi je všeč. Tam je veliko, sploh za plezati, je tako res veliko enih stvari, ki bi jih lahko počela, sem trenutno, meni niti to ne pomeni kaj dost, ker Ja. ne moram tega Kaj uživati. bi počela v Ameriki, če bi tam živela? Ne vem, pač službo bi si najdla, ki bi bila boljš, bi šla verjetno plezati pa trenirati. Pa z njem bi bila, ne, pač to bi Dober, bilo ful ja, ja. lažje, ker si pol skup. Ampak zakaj ti ni všeč Amerika? Si rekla, ljudje so kul, ampak je mislim, zdravstvo tle je že tako. angleško znaš? Ne, okay. Ja, ok, zdravstvo je itak, vemo, da je ameriško ekstrem. Ne? Nisem ekstrem, jaz poznam eno kolegico, imam iz Amerike, tle smo se spoznala, whatever. Nekaj sva bluzila in pa sem bil tako, ti sploh zavarovana? Tako, ne, prišla v Evropo, ne zavarovana, jolo. Pač to je res nepredstavljivo meni. Joli daj, Ja, ampak res pač. Pač sem bil kar tako, to sploh ne jemljete na tak način kot mi. Ker nam je to čisto samoumevno, da si zavarovan, oziroma da če pač se ti nekaj zgodi, bo prišel rešilec po tebe. Dobesedno. Ja, čeprav na zadnji, ko sem šla na urgenco, so bili tako, tlele bo čak, da bi sem 6 ur čakala, na koncu mi pa sem tako grlo pogledala, pa poslali domov, pa rekli, tu bo 20 evrov. Plačala si na urgenci? Zanimivo. Ja, urgenca je tako, če ni nujno, moraš plačati. No, zdaj, kdo to oceni, kaj je nujno. Znam zaznati pri sebi, kaj je nujno. Nisem še plačal namreč na urgenci, sem bil pa bolj redko. Oziroma jaz počakam to, da me morajo pripeljati jaz. Za to namenjenimi vozili. Tudi jaz zdaj. Če treba. Ja. Bolj splača. Konc koncev. Ok, v Ameriki si bila 4-krat. Koliko je razvita ameriška scena plezalna? Ful, zelo. Bolj kot slovenska. Slovenska je tudi kar, no pač glede na to, koliko smo mehni, pa pač Janjo imamo, pa ne vem, nasplošno se mi zdi, da je v Sloveniji tudi ful razvita in se razvija, pač res se pozna, da če že taki ljudje, ki smo mi dva plezamo, pa je res razvita. Ja. Ampak v Ameriki je pa to še kar kratno, 2. Ok, kjer je država pa je taka, ki bi rekla, pa, da nima razvitega plezanja? Nizozemska. Ne, čeprav Nizozemska, sem bil na Nizozemskem in sem dejansko tam plezal. Nizozemska ima ful, kar se... Sam ne znajo nisem bila setati. tam plezati. No, tako, Jaz sem plezal nisem tam, šla ne tam. znajo setati. Ok, možno. Jaz sem to zdaj rekel, čisto amatersko. Kje pa si bil? Rotterdam. A ja, V enem Rotterdam, ok. butičniku, v nekem 12. štuku. Aha, ok. Boulderco noter. Kar hudo. Nisem že. Ja, sem bil kar šokiran, tako, koliko slabo je to setan. Ja, se mi Tako imamo nobene ene izmed dinamike pač. dobrih seterjev v Sloveniji. Tako Ja, da, saj se meni tudi zdi, že tako, ko priješ v... pa ne sam seterjev, tudi plezalne oprimke delamo, imamo ful enih To firm, ki dela ta, kaj že. Ne vem, zdaj, koga misliš, ampak... Ne, dela puščice. A ja, Luka, moj Ja. trener. Ja, Luka dela puščice. Ja. Čakaj, oprimke tudi Slovenci delamo. Ja. A ja. Tudi za IFSC, se pravi za internacionalno zvezo za športno plezanje, imamo 4 znamke oziroma podjetja, ki delajo plezalne Dejansko. oprimke. Ja. Nisem vedel. Ok, shout out to slovenski izdelovalci oprimkov. Hudo, tega smo nisem vedel, vidiš. Ok, cool, pol si pa ratala parašportnica 2021. Se ti je življenje po tej estradni momentu, ki je spremenilo? Aha, sam še to, da odgovorim, ker si me vprašal, Ja, katera sem država pozabila. se mi zdi A ja. nerazvita. Kole. Katera država se ti zdi Saj ne vem. plezalno nerazvita? Mislim, tako Koreja. čuden mi je, da... Ne, se Korejke so. Kaj? Pa govorim bedarije, jaz sem kar Koreja. Ne, Koreja Se je Koreja- Kitajci. Kitajcev ni. Ni Kitajcev. Ne, Zakaj ne? ne vem. Ni jih dost. Nimam pojma. Ja, premalo. Ni jih dost, ja. Pojma nimam. Zanimivo, Kitajcev res ni. Ja. Ja. Sam res. Jo, kje ste Kitajci? Res, kje so? Ste kul. Riž. Ja, riš ubirajo. Iz dreves dol. To je bilo drugače zdaj rasistično. Se pravi, čujem, bom rezal ven na ne vem, kjeri minuti. Sem se Cool. komaj zadržala, da kaj ne reč. Ja, lej.
Okay. Moraš paziti, da si para športnica 2021. Ja, ok, a se ti je življenje po tem nazivu spremenilo? Si postala bolj znana Slovenka? Se ti je življenje Ja, spremenilo? ful na Ali naši ulici. Aha, ok. Na naši ulici ful, drugače pa ne. Okay. A se ti zdi ta naziv tako, da je malo tako, da je pomp? Ali... Ja, v bistvu. Ja, ok, to ti verjetno. Mislim, pač zdi se mi ok, da se tudi parašport razvija, ja, in da se tudi tukaj prepoznavnost veča, ampak drugače pa ja, nič kaj dosti od tega nisem dobila. Sem pa v bistvu pol s tem vred postala tudi ambasadorka parašportnikov. Tako To da, sem videl nekaj po internetu. ja, pa to mi v bistvu bolj prinaša, pač zdaj vodim oddajo Tempo, tako da Kje je če ta imate oddaja? čas vsak tretji petek Na RTV v Slovenija. mesecu, ja, na TV Slovenija 2. Pa so sodelavci. Ja. Ja, ne vem. verjetno. Videl sem, ja, videl sem oddajo. Ja, na story si to dala. Ja, mislim enkrat, malo sem Večkrat. dala, ja. Ja. Malo prepoznavnosti. Se pravi, si medijska osebnost, lepo prosim, izpostavljena. A ste imeli audicijo? Ne. Prav zbrali so te, prav Tako tale v tako fejs. kao, govorila si prej ful, kao, ja, načeloma to mi ni nič prinesel, vodom oddajo sicer na RTV Slovenija, na javni bolj zaradi televiziji. ambasadorstva, ne zaradi naziva, no. To sem hodila reči. Dobro, sem zaradi naziva si ratala ambasadorka. Mogoče, ja. Vidiš, vse ima svoj zakaj. Pa zato ima vsak svoj Zakaj? zato. Zakaj ima zato, pa zato ima zakaj, whatever. Ok, cool. Kako ti je biti pred kamero? Si zdaj že bolj vešča, vidim, da ti teče beseda. No, ja, no. A imaš boben, ko bereš stvari? Ne. Vse je na pamet. No, ni lih na pamet, No, ker ja, ampak- ponad bolj last minute dobimo tekste, ampak Okej. S svojimi besedami ti dosti pustijo, ali? mi ful pustijo, ampak ne znam. Jaz pač tisto, kar preberem, pol tisto tudi povem. Ne znam po svoje. A ja, dejansko kdaj si se mi- zapomniš. Ja, redko Svaka kdaj se mi čast. zdi, da po svoje ne znam nekaj improvizirati. Kaj- Mislim, mogoče, če bi imela več znanja o tem prej, kaj bom govorila, bi mogoče znala A improvizirati. si imela preden si šla na javno televizijo, na vsak tretji petek na televiziji Slovenija številka 2, na programu 2. A si imela prej kaj kamera izkušenj, oziroma izkušenj pred kamero? Ne, nekaj. Kako si Zelo prebila ta veliko. let? Ja, nič, šli smo v akcijo, ta prva oddaja je bila zelo trda, mislim, tako, ko se gledam v prvi oddaji, pa v tretji oddaji se vidi, da sem bila v prvi ful bolj Koliko daj bo? trda. Dokler bo budžet. Okay. Tako da upam, da čim dlje. Se pravi, apelirava na vse gledalce Slovenije, RTV Slovenija, da redno plačujejo svoj prispevek. Tako. Hvala za Ker 12 jaz ga evrov. ne hecam se. Lahko ti unič kariero, če to rečeš. Ne, 12,75 € je prispevek, ki ga plačuje vsa gospodinstva. Vsem gospodinstvom, ki ga plačujejo, se zahvaljujemo v imenu proizvajalcev vsebin in pa predvsem splošnih služb iz moje strani. Namreč spadam pod splošne službe Radio Televizije Slovenije. Zdaj, kar neki bluzim. Ne, cool. Ok, vodiš to dajo, ok. Kaj te je najbolj presenetilo tako, da je tako na televiziji Okay. pač na TV-ju zgleda kul, pa mogoče v živo, ko snemaš, je pa to tako čisto drugače. Kaj te je najbolj presenetilo? V bistvu je tako, ko v živo snemam, sem tako, katastrofa, tole Klejma, bo. ne? Je čist. Ja. Pač, okay, toliko poskusov, ki se mi pač zatikajo besede konstantno. In pol, ne, že poveš ti stavek in pa si ti zadnja beseda zatakne ali pa kar nekaj narobe rečeš in si tako... Spet še enkrat. Ne? Ja, in si že tako ves živčen in pač toliko Koliko je tvoj, poskusov. ja? Koliko je tvoj rekord? Poskusov. Pa ne vem, če smo šteli, mogoče 10. A ja, dobro. Ne vem, ni toliko. No. 10. Ne se pravi, da ni toliko. 20-30 so. Ja, no dobro. Ampak ja, meni dobro. se zdi kar ful. Dobar, ja, valjda, če. Ok, to snemaš s kom? Ja, drugače pa snemam v bistvu z Anejem. Anej je tudi voditelj oddaje. Sam do zdaj še nikoli nisem imela skupaj nobene oddaje, vse načeloma so bile zdaj samo 4.
Drugače pa vodijo Tina Uršič, snemalec je Blaž, ne vem, kako se on piše. Blaž. Pa potem, ne vem, ostali so še Ekipa, Miha Kačič, tudi ureja. Ej, a snemate na lager te oddaje? Kaj to pomeni? Ali skladiščite oddaje oziroma oddaje snemate vnaprej? Ja. Ali imate zdaj že 22 oddaj posnetih, ali snemate vsako lih posebej? en teden In o čem prej, govorite v oddaji? O V bistvu, parašportu. ja, predstavljamo, kjer je parašportnikov imamo, kjer je dosežke so kaj dosegli. Kateri je tvoj najbolj fascinanten parašport? Sorry, ko skačem. Parašport? Ja, da bi rekla tako to pa nisem predstavljal, da obstaja. A ga ni. Tako da bi rekel, ne vem, jaz, ko sem Kamenino povabil na rugby, sem bil tako a to obstaja. Ne. Tenis mi je bil zanimiv. Ok. Drugače pa zanimiv mi je lokostrelstvo. Ok. S čem pa napenjajo tetivo? Kaj s čim napenjajo? Strela. Samo ja. verjetno lokostrelstvo pa moraš imeti roke, I guess. Ja, kakor jaz vem, Ne obstajajo ne vem, ljudje. kakšne kategorije imajo. no, to ampak, ja. Ok, ja. Drugače pa, ja, ne vem. Veliko imamo uspešnih parašportnikov Pa sploh ne vemo. od... Kaj? sploh ne vemo, ja. To To itak. to je ta Na žalost, žalosten ampak ja. del tega, ja. Veliko imamo parašportnikov, pa sem te pa prekinil. Kaj sem hodila reči? Ja, da imamo veliko parašportnikov, pa sem te prekinil. Ok, super, kat. Avizo. Ja. Kat, ne, to pozna. ADHD. A rečejo kat ali rečejo res, ko snemate? Ali sam rečejo dober je, v redu je? Pa mi sploh nič Zaključek. ne rečemo. Vi naredite. Mi Vi ste kar, tako no. kalatoja. Nič ne pomislite, ker greste. Snemamo! Ma kaj se zdaj greste? Ma kje se greste? Tako je. Cool. Greja še to obdelati. Ne bo meni manjkal. Ja. In ja, Kva počneš, ko ne plezeš? Rehabilitiraš se. Trenutno pa res nič pač. Ne, delam vse na tem, da bi koleno rehabilitiral. Jaz še v življenju nisem toliko hiperfokusa in karkoli je povezano s tem, da si pač uperjen v eno smer vrgla v to, da bi koleno izboljšala. In bolj, ko se fokusiraš, slabše. Tako da ja, hodim na fizioterapije, hodim 2-krat na dan v fitness. In kva križne vezi ali kar vse vezi? No, vselih ne, ampak Ampak- križne pa stranske vezi, pa meniskus. Super, to je pa tako kar. Tudi zajetno, prijetno. Ja, ampak dejansko je. In kaj so zdaj napovedi? Ja, v bistvu zdaj so mi gibljivost pridobili nazaj, ker pač nisem mogla sploh krčati kolena pa stegniti kolena. A hodiš v Sočo? Ne, hodim v bistvu privat. Aha. Vse privat hodim. Ja, in so mi pač zdaj to spucali, da sem dobila na gibljivosti, ampak vse ni bilo čist tako, kakor bi moglo biti. A pa Bog daj. Ja, Kaj so napovedi? A ja, dejansko. Ja, vprašanje je pač, ker vsake telo se po svoje odzove na to. Ja. Ne vem, težko ti rečem, jaz mislim, da seveda 100% ni, ampak 90% možnosti pa je, da se vrnem v to, ampak dolga pot me čaka, pa obupati ne smeš. Če obupaš, pol ne prideš. No, ravno o tem pa sem pa želel danes govoriti s tabo, o tem, kako je potrebno. To so prav te uni večeri izmišljamo. Danes ste me spomnili. Ja. Glede tega obupavanja pa to, kolikrat v športu obupaš in kolikokrat se pobereš Skozi. skozi. Jaz non-stop.
Kaj obupavaš? Ja, Skozi tako, jaz ne bom več. ja, tako zdaj bom prodala opremo. Ja, prodam letno karto za sceno, to sem jaz. Jaz si nimam. Dobro, to je elita. A to lahko narediš? Saj ne Kaj, vem. prodaš letno Ja. karto? Ne vem, Ne, verjetno ne. Verjetno ne. Zato moram plezati. Bil sem by the way zdaj 2 dni nazaj, sem plezal. Sem videla, 4 ker mesecih. si najbolj aktivni član. No, Skupine. Ne, Martin je nisi najbolj. Martin, je, ampak imaš tudi obdobje, ko si. Ja, dobro, to sem pol leta nazaj, sem bil res okej, skozi. dobro, ja. To sem bil pa res skozi na sceni in mi je bilo ful fascinantno, ker sem dejansko imel projekte. Ja? In sem bil tako, to bom jaz zdaj odplezal. In sem dejansko pa kakšen boulder odplezal. A si imel več poskusov tudi verjetno za neke projekte? V bistvu sem jaz to tako naredil, da sem pač bil tam 2 uri in sem probaval, dokler nisem več mogel. Isti boulder ali? Isti boulder. Aha, ok, no to je projektiranje. Ja, mislim, tam je bil na Uni bivši competition wall v sceni, če veva, ki govoriva. No, tam so mi kar lepi primerčki. Ja, cool. Tam so kar kul. Ja, meni je zato všeč. Kaj, streha? Kaj je streha? A tam, kaj je napis črn, kaj je najbolj tako nagnen. Na komp. Wallu. Na competition wallu. Ne competition wall, bivša šutalnica, kaj jaz govorim? A ja, bivša šutalnica. A ja, ok. Bivša Neka competition je bil tam bivša šutalnica. bivša šutalnica in pa seveda tudi competition wall, tam, kjer je streha oziroma Ok. največji naklon. Naklon, ja. Tudi tam rad plezam. Ok. Ja, ok, da so to povedala. No, v glavnem, da mi povej še, ne vem, kaj povej, no? Kaj povej? Iz- Jaz pa najraje plezam v boulder sceni tam v zakulisju, kamor navadni smrtniki ne gre. Hecam se. Ne, sej. Tam jaz lahko sam gledam, ker nimam kaj delati. Enkrat sem šut, ja, Ja. pod A seveda. si probo kakšno smer? tam? Ne, sem videl začetke, pa sem rekel, aha, to so pa pač te stvari, tam pa trenirajo vzadi, ne? Vzadi, Jaz ne, ampak, Ampak ja, člani reprezentanca, ona. reprezentanca. Ja. pa Janja tudi tam ga trenira. Ja, tudi ga, verjetno. Ja, še en tak slovar narediti plezanja. Boš- Prvo, Okej. kar je, bom jaz zdaj par stvari povedal. Prvo, grif je oprimek. Okej, To so grif te je oprimek. plastične gmote različnih stvari. Ja, Kaj je pol še? Balvansko plezanje, vemo, da je to, bouldering. ker so tako bouldering, to je pač Plezanje blazina spodaj, brez štrika. tako na blazine majhne do- višine. Do 3 metre, ali kako je že neka 4 fora. metre 5, ampak imaš pa highball boulderje, ki so pa visoki boulderji, kamor je pa lahko tudi, ne vem, 12 metrov visok boulder. Tam, če padeš, se seveda ubiješ. A dejansko brez špage plezajo. Ja, Bol- highball boulderji. Ja. A tu obstaja dvorana za to. Ali to je v naravi? Ne, ena sicer je. Meni se zdi, da v Angliji, Hudo, kjer in so zakaj to naredili en ne tak počnejo? zelo visok boulder. Zakaj to delajo? Ne vem, da se Ampak zakaj boulder, zakaj ni pol stena? Mislim, Ja, kje je ne fora? vem. Zato, V da si bistvu pod adrenalinom. izhaja iz pač iz Zunanjega od zunija, sveta. ne, Ja. iz plezanja v skali, tako da pa pač to implementirajo malo noter. Zanimivo, Nima evo, smisla. vidiš, to pa nisem vedel. Ampak načeloma spet sva zašla. Boulder je balvansko plezanje. Pol imaš športno plezanje, ki je na štrik. Ja, reče se športno plezanje oziroma lahko To je tudi no lead najbolj- climbing. Tako, kaj je top rope? Top rope je v bistvu isto kot športno plezanje, pa lead climbing, samo da je smer že upeljana, torej štrik je že notri. Okay. Kaj pa imena v primku? Uh, volumni. Kaj so volumni? Volumni so v bistvu, ponavadi jih vidiš na sceni, te, ki so taki trikotni ali pa ful ogromni. To so te črni, ki jih našraufaš. Ja, dodatno recimo, sceno. ja, ali pa modri, meni se zdi, da so Tudi, tudi ja. turkizni. No. Kamor pol v bistvu Šraufaš dodatne. dodatne oprimke oziroma grife. Ja. Ok, pol imaš sloperje. Sloperčki. Kaj so sloperji? Sloperčki. Sloveri so oprimki, ki so ful sklizavi. Ampak to so te krogle, Ja. dojke, oprsje. Ali so to, ne, ali so to. Ne, sloperi so v bistvu kjerkoli uprinki, ki nimajo lih neke take površine, kamor bi lahko res
s prsti zagrabil gor. Ampak moraš res... Ja, gor. celo dlan moraš Ja, ja. uporabljati, da Okej. pokneš gor. Pol so Ker ne znam krimpi. razložiti. Krimpi so te majhni. Ja, imaš... nimamo slovenskih izrazov, zato se toliko v angleščini izražam, ker je vse Ja, tako ja, logično. izhaja Se iz kar povej. half crimp, crimp, pač half crimp je, da je sam tako, Ok, poln crimp je pač, da še pavčka zraven, pa res zakrimpaš. ok, to nisem vedel. Pa imaš edge, je, da je pač samo taki rubnički so. Kaj pa za noge se jim reče? Kako se reče tem nožnim? Nožni oprimek. Stopki. Stopi. Da pa nožni oprimki. Vrhunec do današnjega večera. Nožniki. Nožniki. Oh my god. Ja, stopi, ja. Čak pa še nekaj, ne, prav se Zdaj, sam ki je še še en kaj. izraz je. Za stope. Ja. Ne vem. Nožni. Ne, angleški izraz je. Foot. Foothold. Mislim, ne vem. Nimam, zdaj ne Ok, gre. ja. mi. Ok, to so te A smo še kaj pozabili? Šalce. Šalčke. To so pa cups. Ne amaterji. vem, kako se reče angliško. Jug. Jug. Ja. No, jaz To plezam so šalčke. amaterjem, oziroma vsem, no, pač najljubši oprimki, ker se spočiješ na njih in si tako... No ja, amater se ne spočije. Ja. Makrosi so tudi, to so tudi te veliki oprimki. Pa imaš pa zdaj te nove, ker ne vem, a imajo ime ali ne, ampak ne vem, če si gledal svetovno prvenstvo, ki je bilo letos v Švici, Ja. so za boulderje uporabili, v bistvu razlika v teh oprimkih je bila bolj to, da je bila neka druga masa uporabljena, plastika, in so bili čist sklizavi, pač drseči oprimki, Koliko ta stol, recimo. kot ta stol, samo Okej. da v bistvu še bolj tako plastičen občutek, pa tako malo nagrbančen. In Pa so to na sceno dali zdaj? Niso dali. to Ne, tega ni na sceni. ok. mislim, da ne. Ni tako kot dual texture, ki imaš pol plastičen, pol s tem malo hrapavim delom. Te so bili celi temu se reče dual plastični. texture. Dual texture je tak, Okej. pol. Te so bili pa čist plastični, in tudi pol so nastopajoči so pogruntali, da tukaj ne smejo uporabljati magnezija, ampak si morajo v bistvu vodo, roke namočiti v vodo, da pač imajo Boljši grif. boljši grif. Ja. Dejansko. Ja. Pa bomo Eni so zdaj- pogruntali, eni niso. Ampak kaj je fora, to je pa res tako. No. Mislim. Ne vem, to sem jaz prvič videla, po mojem tudi te, ki so bili gor, so prvič to videli. Ja, zanimiv. Ja. Mislim, tako, Ja, pač naslednjič bomo kaj vedro vode še sabo. Lej, to se skozi izboljšuje ta svet plezanja in pač če gledaš 10 let nazaj, so bile uporabljene neki majhni oprimki, šalce, sloperčki, krimpi so bili na vsakem koraku na takšen in drugačen, da ne bi zazehal. Mislim, Kecam se na takšen in drugačen način. Zdaj pa ni, ne. Zdaj se je pa ta svet oprimkov se razvija. Ja, se mi in tudi se- Patrik mi je rekel, ne, Aha. dan sem gledal sem mu poslal neki, ki se en zaguga z neko špago. Je rekel, ja, pač to je zdaj Ja. igranje, to ni več plezanje. Ja, dobesedno. Pač, Ful je tudi plezanje prišel v nek šport parkurja na pol. Včasih ni bilo dinamičnih gibov toliko v plezanju. Poanta je bila bolj temu, Jaz da se si spomnim šel čim ene- bolj v ja, ja. previs. Zdaj pa to, da ti lahko neke dinamične gibe izvajaš. pač. skočiš nekam. Ja, 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 ja. Slab. Ene 10 let nazaj je bilo full freerun pa parkour. Je bilo full modern, se spomniš tega? A v plezanju ali na splošno? Ne, na mislim? splošno je bilo full znan. Pa jaz se spomnim, da je bil že, ko sem bila jaz v srednji šoli, je bil ful popularen. Parkour. Ja. Kako je meni to smešen izraz. Predvsem, ko se deraš to, kar nekaj počneš. Parkour! Ker, ja, parkour. Ne, ja, pač dejansko se mi zdi, jaz se spomnim, ko smo gledali te videe, pa smo tako vsi sanjali, da bomo to počeli. Ja, Pustimo to. veš zdaj. Ampak neka freerun je bil pa še nekaj, pa se ne spomnim zdaj. A to pa ne vem. Freerun je bil pa, meni se zdi, ko si še pravno tekel med hišami, ker parkour je samo tako nekaj skačeš, no pa še nekaj Okej. tečeš. Aha. Freerun.
Jo, tukaj pa res ne Ne vem. vem, če ni to ples mogoče, pa sem jaz zdaj zamešal. Vrsta plesa. Neka vrsta latinsko-ameriškega plesa. Škoda, da mi možgani ne delajo več dobro. A ja, sem meni jaz so res- ugasnili za danes, še sem čist preterala. Fitness. Ne, nisem, na fitness je še Lase mi danes odpadejo, moram po iti. mojem, da sem bolan. Kaj? Lase mi odpadejo, po mojem, sem bolan. Ja, Meni bila si tudi v fitnessu. ful, A res? pač na polno. Dobar, pa še živa, pa je v redu. Ja. Pismo. Ja, ok, preterala si, tle sva bila. Čak, bila sva pri temu parkurju, da je šlo to v parkur, ja. Oziroma, da to ni več to neko plezanje naravno, oziroma imitiranje narave, Ja, ampak neki skoki. skoki, gimnastika. Gimnastika je ful popularizirana v Kaj, da plezanju. nekaj razteguješ se, pa neke špage delaš. Ne, ker sem videl, veliko smeri je danes že tako, da moraš kar biti raztegljiv. Ok, Ja, tudi pri plezanju verjetno nasplošno je, a ne? je fajn, Ampak če danes si, ja. pa kdo res postavki task, da si misliš, pač to je Jaz bi rekla, da je gimnastika kot nek dodatek k temu športu. No. Ne toliko mogoče v smereh, da imaš gimnastike, ampak čisto, da pač imaš še malo tega. No. Drugač pa ja, no, spreminja se ful. Oziroma se je spremenilo, no, se trenutno je zdaj v temu. Ta slika plezanja, vseh tekem in teh plezalnih centrov, ampak Ja. ne vem pa, kaj bo v prihodnosti, pač, kako bo to izgledalo. To pa pustimo čas v čas. Verjetno bi te vsi vprašali, tudi jaz bi te verjetno vprašal, prihajajo namreč proti zaključku tega podcasta in bi te vprašali, kaj so tvoji cilji za prihodnost. Pa bom ugibal, da so tvoji cilji za prihodnost sanacija poškodbe kolena. Pa bova tle ostala, pa bom raje rekel, kje si se videla 10 let nazaj, pa koliko bi bila presenečena, če bi... A bi bila sploh presenečena, če bi rekla, ok, zdaj sem tle. Ja, po mojem, da ja. Ker si 10 let Ja. nazaj hotela početi kaj? Ja. Ne vem, 10 let nazaj ne vem, ampak Kao 8 sigurno pa pol. 8 pa pol, 6. Ja, Ne vem, jaz sem bila skozi drugje. Po mojem 10 let nazaj sem še make-up delala in sem se videla v tem, da bom make-up delala za filme, ok, pa za ne vem koga. za Make-up modele. artist. Ja. cool. Se pravi, ne, te je življenje peljalo svojo pot. mene skozi. Pač to je skozi neki. Tudi zanimivo mi je bilo, ko, ne vem, recimo 5-6 let nazaj sem gledala te paraplezalce, pa nasplošno plezalce, ko so uspevali. In sem bila tako, pač bi sem neka inspiracija, nekaj, kar sem rada gledala, poslušala. Zdaj pa tako, večino od teh sem že spoznala, sem se že družila z njimi, sem se pogovarjala z njimi. Tako, Pač pač tako, tako ja, ja. blizu sem že prišla in mi je ful zanimivo, no, da rastem v tem športu. Ja, pa tudi v society, oziroma ja, V družbi, ja. v družbi. Ja, dobro, ja, ja. Pač ja, nekaj nepredstavljivega se velikim ljudem zdi. Jaz tudi stand-up bom definitivno rekel, mi je bilo na začetku čudno, perica. Ne vem, a Ja. veš, ne vem, ne vem, Gašper Bergant. Bergant, oh my god. Ne vem, pol pa pač zdaj z danes pa pač smo kolegi, ne, in pač Ja. je ful tako, ne, v bistvu kako kar padeš v to. V bistvu, ok, vzadje je seveda delo, ki ga pač delaš. Absolutno, ja. Ampak koliko imamo ljudje predstavo, da so te ljudje nekako nedotakljivi oziroma nedosegljivi za nas, pa konc koncev, ok, niso. Je res, da če malo manjša scena, kot Slovenija ima, ne, jaz verjetno, če bi šel stand-up v Ameriki, verjetno ne bi kar do Kevina Harta prišel. Ja, ali pa ok, nekoga. ok. Ja. Ampak ja, Kot Slovenija Slovenc ti pa, imaš velike možnosti priti marsikam. da postaneš slaven. Ne, cool. Uspešen. Tako, še zadnje 2 vprašanji, ki še nisem seveda. Ja, hotela sem še odgovoriti, kje se vidim čez 10, ne vem, ne, čez 10, ali kje se vidim v prihodnosti, ne, si me Ja, vprašal. mislim, rekel sem, da ti bi te vprašal, ampak lahko te vprašam, kje se vidiš ja, v prihodnosti? Hotela sem samo reči, v plezalski karieri bi ful rada nastopala na Paralimpijskih igrah 2028, če bojo. Ok, a do zdaj še ni bilo, ne? Do zdaj še ni bilo. Paraplezanja na Ja. olimpijskih še ni bilo, ja. Ja. Tako. Ok.
to je velika želja. Ok, podpiram, kje pa bo 2028, že vemo lokacijo. Veleju. A Los pa to je, Angeles. to greš z avtom 2 urce od tvojega, pa je to, kaj pa je to, ko se zapelaš. No, Kaj? čez 2 leti imamo svetovno prvenstvo v Koreji, tako da... To je malo dal. Ja. Cool. Se pravi, želiš si na paraolimpijske igre 2028 v LA-ju, v Ameriki, v južnih združenih državah, v združenih, kaj znam? Severno-južni. Severni Ameriki, natančneje v Združenih državah Amerike, v Los Angelesu. Okay. Super, tja si želiš. Ja. Cool. Kaj boš počela, da boš tja prišla? Kaj bom počela? Sanirala koleno, pa trenirala. Okay, to itak. Ja, trenirala bom v bistvu tako, kot sem 1 mesec preden sem si poškodovala koleno, ker to so bili moji prvi taki res zagreti treningi, kar se je tudi poznalo. Ja. Ampak bi vseeno rada nadaljevala v tem tempu, tudi če me je pač kolen takrat ustavil, je bilo to pač slučajno. Bi rada zdaj, ko imam malo več znanja o vsem temu in o preventivi in o rehabilitaciji, Ja. se mi zdi, da bom lahko to ful bolj združila v treningi. Ja, prav, pa bo zaključena v stilu, kako bi mladim ljudem, ki imajo ADHD, predlagala, da se s tem soočijo. Še sama se nisem. Sama se v bistvu zdaj soočam s tem. Zdi se mi zelo pomembna čuječnost, meditacija, da se ustavite, da ste res pozorni nase in da kljub temu, da ta svet ne dopušča mogoče takim ljudem, ki smo mi, ali pa pač podobnim, ki imamo čustveno invalidnost, da se pač vseeno ustaviš. Pa se ne oziraš na to, no. Ja, kako je sistem narejen. Pač. Fair point, ja. Manca Smrekar za RTV Slovenija, 2. kanal, vsak 3. petek V mesecu. v mesecu. Tempo. Oddaja z voditeljico Manco. Poglejte si oddajo. Spoznali boste več paraolimpijskih športov oziroma kako zadeve potekajo. Ne se bati poškodb, imejte pozitivno energijo. Gledamo se še naprej s pozitivnimi pozdravčki, ki jih bo zaključila Manca. Adijo. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.